Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju dogodkov dneva. Pečovniška Douglazija, najvišje drevo v državi. Za revitalizacijo Medloga in Škapinove ulice 1 156 000 evropskih sredstev. Na 8. rastoči knjigi o odnosih mladih na družabnih omrežjih. Celjski rokometaši prvič v samostojni Sloveniji brez zaključnega pokalnega turnirja. Danes je Mednarodni dan gozdov. Osrednjo slovensko prireditev so letos pripravili v Celju ob Pečovniški Douglaziji, ki so jo razglasili za novo najvišje izmerjeno drevo v Sloveniji. V višino je ob zadnjem merjenju merila malo čez 67 metrov. Obenem so uradno odprli tudi 2 novi tematski gozdni poti po mestnem gozdu. V mestnem gozdu prav tukaj v Pečovniku raste več douglazij, ki so v višino že dosegle 60 metrov in več. Ena izmed njih, ki so ji nadeli ime Pečovniška Douglazija, Vesna Vilar pa jo je v pesmi poimenovala kar Mama Douglazija, je zdaj tudi uradno najvišje drevo v državi. Uradno zmerjena višina je 67 metrov, vendar je bila meritev izvedena pred 3 leti. Merimo jo na vsaka 3 leta in do zdaj smo ugotovili, da v 3 letih približno priraste 1 meter. Zdaj, ko smo napeljali spet vrun na drevo, jo bomo naslednji teden spet zmerili, tako da bomo videli. Starost tega drevesa je dokaj natančno določena, zato ker te velike douglazije so bile vse posajene. Prve so sadili že leta 1883 in ravno te douglazije, kjer smo, so bile posajene v letu 1883, 1884. To se pravi, da so starejše od 140 let. Obenem so danes otvorili 2 novi sprehajalni poti v pečovniškem delu mestnega gozda, Pot Velikank in Zgodovinski gozd. Pravzaprav se nadaljujeta ena v drugo. Ta pot Velikank vodi dober kilometer skozi ta gozd najvišjih dreves, med temi največjimi douglazijami. Mi smo pot deloma umaknili od teh najvišjih dreves, kot v tem primeru. Ne želimo, da obiskovalci hodijo preblizu teh dreves, na nekaterih delih se jih pa lahko tudi dotaknejo. Tako da ta pot Velikank je bila zasnovana prav z namenom, da obiskovalci spoznajo te drevesa, tudi na informativnih tablah jih predstavljamo. Na pot Velikank se pa potem navezuje pot Zgodovinski gozd, tam pa na več točkah, lokacijah pripovedujemo zanimive zgodbe iz te bogate, več kot 500-letne zgodovine tega mestnega gozda v Celju. Letošnji dan gozdov je posvečen gozdovom in inovacijam. Te inovacije lahko razumemo dvojno. Po eni strani z modernimi tehnologijami, satelitskimi posnetki, z droni, z raznimi mobilnimi aplikacijami na hitrejši in lažji način pridobiti informacije o stanju gozdov, kaj se nam dogaja v gozdovih. Po drugi strani moramo pa inovacije razumeti tudi v tem, da na nekak inovativen način predstavimo gozd. Predstavimo gozd in ravno zato smo danes tukaj v Celjskem mestnem gozdu, kjer nekako na inovativen način predstavljamo to tradicijo Celjskega mestnega gozda in pa seveda to, kako je to sodelovanje med gozdarsko stroko in mestom Celje in predhodno prej še grofi potekalo in zato lahko tudi praznujemo danes praznik velikanov in velikank na tem območju. V mestni občini Celje že skoraj 30 letja skupaj s celjsko enoto Zavoda za gozdove gradijo blagovno znamko mestnega gozda. 14 km sprehajalnih poti po gozdu pa je za Celjane postalo ena od pomembnih rekreativnih točk. Mestni gozd kot tak, kot zaščiten s posebnim odlokom, ima še poseben pomen v urbanih, v mestnih okoljih, kjer lahko ponuja neko dodano vrednost ob mestnem življenjskem slogu. To pomeni, nudi predvsem te socialne funkcije v smislu prostora za sprostitev misli, rekreacijo, tudi veliko izobraževalno vlogo, kar je v Celju ena izjemna praksa, ki deluje med občino v sodelovanju z Zavodom za gozdove v preteklih desetletjih in ki je zgradila
res močno prepoznavnost Celja na tem področju. Sicer pa gozdovi za mestno občino seveda pomenijo način skrbi za naravo, varovanja okolja in Celje ima poleg teh mestnih gozdov, ki imajo res dolgo zgodovinsko tradicijo, ki sega že v srednji vek, še 250 hektarjev gozdov, ki nimajo posebnega, niso zaščiteni z odlokom o posebnem namenu, s katerimi gospodarimo. Na tem področju tudi snujemo spremembe v smislu tesnejšega sodelovanja našega javnega podjetja Zelenice na področju ravnanja z temi gozdovi in verjamem, da je na tem področju še veliko prostora za nadaljni razvoj. Letošnji dogodek ob Mednarodnem dnevu gozdov so poimenovali tudi z zanimivim imenom Gozdovanje pomladi, pri čemer so novo besedo gozdovati opisali s prisotnostjo v gozdu in z gozdom, čutenjem in zaznavanjem gozda ter z udeležbo na dogodkih v gozdu. Projekt revitalizacije dela Medloga in Škapinove ulice je uvrščen na seznam izbranih projektov, ki bodo sofinancirani iz mehanizma CTN. Celotna vrednost projekta, ki ga bodo zaključili do leta 2026, znaša dobrih 1 270 000 evrov. Zanj bo celjska občina prejela približno 1 156 000 evrov evropskih sredstev. V Medlogu in Škapinovi ulici bodo s tem projektom izboljšali obstoječe zelene površine in zagotovili dodatne možnosti za izvajanje rekreacijskih ter izobraževalnih dejavnosti. Projekt predstavlja ureditev dveh zelo priljubljenih in dobro obiskanih zelenih površin na robu mesta, in sicer drevesnega parka v Medlogu in pa zelenega dela Škapinove ulice, kjer se zadržuje veliko naših občank in občanov, ki ta prostor uporabljajo za namene športa, rekreacije, stika z naravo. Tako bo tudi v prihodnje. S projektom namreč želimo z neinvazivnimi metodami urediti območje, izboljšati možnosti dejavnosti vezanih na rekreacijo, na izobraževanje in preprosto na občudovanje narave, ki nam lahko lepša in veliko pomeni v vsakodnevnem življenju. Osnovna šola Lava je v celjskem tehnoparku pripravila 3. pogovor ob izidu njihove zadnje 8. rastoče knjige. Ta se pod naslovom Ujeti v mreže omrežij ukvarja predvsem z odnosi med mladimi na družabnih omrežjih. 8. rastoča knjiga Osnovne šole Lava Celje je luč sveta zagledala novembra lani. Njena tematika, ki jo obravnava pod naslovom Ujeti v mreže omrežij s podnaslovom Povezani ali utojeni, pa je še kako aktualna v današnjem času, saj ponuja, kot so avtorji zapisali, raznovrstne poglede otrok, mladostnikov, učiteljev, številnih javnih oseb, novinarjev in drugih, ki so razmišljali o družbenih omrežjih, komuniciranju, prednostih in slabostih sodobnih tehnologij. Idejno zasnovo sta oblikovala dr. Janez Gabrielčič in ravnateljica Osnovne šole Lava Celje Marijana Kolenko. Zato nam je slednja nekaj več povedala o letošnji rastoči knjigi in njeni vsebini. Mi smo se odločili, da zadnjo knjigo posvetimo zelo aktualni in tudi pereči temi, torej uporaba in seveda ta širina tehnologij, ki nas obdajajo, v katere smo se ujeli pravzaprav tako odrasli kot tudi mlade generacije, tudi otroci, že najmlajši, ampak vendar nismo želeli slikati črno-bele podobe, ali tehnologije ja ali ne, ampak želeli smo v knjigi z zelo različnimi ustvarjalci in tudi pisci, razmišljevalci poudariti to, da ima lahko vsak svoj pogled na to, da seveda prinašajo pozitivne in prednosti tehnologije, da prinašajo seveda tudi pasti, ko se temu reče, in kako znati zdaj to ravnati s tem. Tematika izjemno aktualna in tudi nocojšnji pogovor je to pokazal, da smo odpirali najpomembnejše teme. Pomeni komuniciranja, da se mladi skoraj niso sposobni več sporazumevati v živo, ampak v glavnem res največ preko tehnologij. Odrasli smo si nastavili pa ogledalo, da smo otrokom velikokrat slab zgled za to in potem otroke težko učimo drugačnih ravnanj.
Tretji pogovor ob izidu 8. rastoče knjige Osnovne šole Lava Celje z naslovom Ujeti v mreže v mreži so pripravili v Celjskem tehnoparku v sredo 20. marca popoldan. Na njem pa so tokrat sodelovali odlični sogovorniki, in sicer urednica Novega tednika Celje Manca Mirnik, odgovorna urednica časopisa za otroke Časoris dr. Sonja Merljak-Zdovc, direktorica City centra Celje Darja Lesjak in direktor Šolskega centra Celje diplomiran inženir Mojmir Klovar. V pogovoru, ki ga je moderirala ravnateljica Osnovne šole Lava Marijana Kolenko, pa sta sodelovali tudi sedmošolki te šole Mija in Katarina. In vsi so številnim občinstvom delili svoje razmišljanja na temo zdrave rabe tehnologij, pozitivne komunikacije in preprečevanja sovražnega govora. Med posameznimi sklopi pogovora z gosti in obema učenkama pa so nastopili tako v besedi kot tudi v glasbenih točkah, seveda najmlajši, učenci Osnovne šole Lava Celje, in tako svojo otroško igrivostjo popestrili dogodek. Vse prisotne pa je pozdravil in nagovoril tudi podžupan Mestne občine Celje Samo Seničar. Zelo me veseli, da projekt Rastoča knjiga spodbuja k branju, raziskovanju in razmišljanju. In tudi danes se razmišlja o zelo pomembni in aktualni temi. Verjetno med nami ni nikogar, ki ne bi kdaj pomislil, da se ne zadržujemo preveč na elektronskih napravah, na družbenih omrežjih in seveda kako jih tudi uporabljamo. Mislim, da je zelo dobro, kako projekt nagovarja mlade k pametni uporabi, se pravi z nekim vzorom in z vključevanjem široke palete ljudi, ki lahko pokažejo pravo pot in pomembnost tega, da je verjetno čarovnija, ki je tista prava, tista, ki se odvija v naravi, da je pristen stik z osebo bolj pomemben kot ta navidezen preko elektronske naprave, in da je verjetno knjiga tista ladja, ki te odnese v svet prej kot pa nekakšno družabno mreže. 8. rastoča knjiga je torej pred nami, z vsemi pozitivnimi, plemenitimi in predvsem aktualnimi sporočili, ki jih nosi v sebi in ki so jih prispevale številne znane osebnosti javnega življenja, pa tudi mladi. Pa se morda njeni snovalci že spogledujejo z 9. rastočo knjigo in njeno vsebino, že imajo kaj v mislih? Zdaj, na to vprašanje ne bom odgovorila, oziroma ja, to, da snujem tako v možganih že 9. rastočo knjigo, to je dejstvo, ker se, veste, kot ravnateljica dam nekje to idejo, kaj bi lahko bilo, ker tudi spremljam družbeno dogajanje, prav zaradi tega, in se mi zdi, da je pomembno, da odgovorimo na nekatere stvari v družbenem okolju, in tu se mi zdi, da bomo zagotovo nadgradili to, ki je zdaj torej 8. Predvsem pa, bom rekla, dotikala se bo zagotovo človeškega dela. Človeku bomo posvetili zagotovo knjigo. Namreč mladim generacijam, kot ljudem, kot prihodnosti, in tu vidim en tak velik izziv. Rokometaši Celja Pivovarne Laško prvič v samostojni Sloveniji ne bodo udeleženci zaključnega turnirja Pokala Slovenije. Sinoči so v Novem mestu s Krko z rezultatom 26:31 izgubili četrtfinalno tekmo in po 33 letih že pred zaključnim turnirjem ostali brez možnosti za osvojitev pokalne lovorike. Priprave na včerajšnjo tekmo je bilo res, oziroma tekmo proti Krki je bilo res zelo malo. Mogoče se je tudi poznala neka utrujenost od poti od nas treh, ki smo bili v Španiji. Ampak, ja, kaj ne rečem, tak je šport. Letos imamo res mogoče zelo slabo sezono. Vsi naši načrti, ki smo si zadali pred sezono, so se nekako podrli. Zdaj imamo še, kar je še ostalo, je še tole prvenstvo, ki ga moramo oddelati z mirno glavo, s čim boljšim pristopom na vsaki tekmi in zmagati vse tekme do konca.
Krka je v dvorani Marof vodila praktično celotno tekmo. Sredi drugega polčasa so Celjani Dolenjce sicer ujeli, a so nato gostitelji z odlično igro v končnici tehtnico spet nagnili na njihovo stran. Mogoče smo zrešili nekaj preveč lahkih strelov, zicev, če lahko tako rečem. Mogoče smo bili tudi v obrambi malo premedli. Kot ste menili, ja, smo tam v drugem polčasu, v drugi polovici oziroma sredi drugega polčasa ujeli, ampak mislim, da so nam tam pač moči pošle. Ja, na koncu mislim, da so Krkaši zasluženo zmagali. Glede na zgodnji izpad v pokalu, trenutno pozicijo v državnem prvenstvu in 14 zaporednih porazov v Ligi prvakov, lahko govorimo o najslabši sezoni celjskega kluba v zadnjih 33 letih. Ja, sigurno se pozna vsak igralec, ki je odšel zdaj sredi sezone. Sploh recimo Ante se po moje zelo pozna, ki je bil eden od glavnih stebrov v obrambi. Ja, pač taka je finančna slika letos v tem klubu, nažalost, in pač moramo, tako sem rekel, odigrati to sezono v čim boljši luči do konca in bomo videli, kaj bo pač na koncu prineslo. Ja, jaz mislim, da se vsi klubi v Sloveniji so se ukrepili napram lanske sezone, kar mislim, da je zelo dobro za slovenski rokomet. Ja, po drugi strani pa, kot ste omenili, nek nov mejnik, ja, nažalost se nam prvič v zgodovini ni uspelo uvrstiti na ta zaključni turnir, ampak kaj ne rečem, pač to je šport, pač življenje gre naprej, moramo pač do konca sezone, sem že prej omenil, čim boljše zdvigeno glavo, čim boljše odigrati še teh preostalih 6 tekem, koliko jih je. In na koncu pač bomo videli, kaj bo prineslo. Maze je eden tistih nosilcev celjske igre, ki ima s celjskim klubom veljavno pogodbo tudi za prihodnjo sezono. Jaz imam še pogodbo za naslednjo sezono in upam, da bo uprava sestavila dobro ekipo, da bomo tudi v naslednji sezoni konkurenčni in se borili za naslov državnih kot pokalnih prvakov in pa potem tudi v Evropi, odvisno v kateri tekmovanji bomo igrali, da bomo tudi tam v tistem tekmovanju konkurenčni. Celjani bodo v državnem prvenstvu v nedeljo ob 17. uri gostili Dobovo. Jutri bo deloma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo sprva po večini sončno, proti večeru bo oblačnost od severa naraščala. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. V noči na nedeljo se bodo padavine od zahoda ukrepile in zajele vso državo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko ponekod tudi nižje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Do nedelje zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe. To so bili dogodki dneva, hvala za pozornost, prijeten preostanek večera tudi v naši družbi. Nasvidenje.